punci. Super! Kaj je delo mestnega redarja? Mestni redarji skrbimo za varnost in red v mestu Ljubljana, kot naprimer, recimo, da so pločniki prosti za pešce, ki so namenjeni samo za pešce, skrbimo za javni red in mir. Če nas ljudje rabijo, nas pokličejo in pridemo na pomoč. A redarji vedno delate v paru? Ja, večino časa smo v paru, zato da si pomagamo, da si krijemo hrbet. Če bi slučajno do česa prišlo, imamo en drugega. Kaj je ta vaša oprema? Kaj imate to okrog pasu? Tukaj okrog pasu imamo pa, to je postaja, ker komuniciramo z dežurnim, nas pošilja na intervencije, če kaj rabimo, kakšne podatke, vse se pogovarjamo preko postaje. Potem imamo solzivec, lahko uporabimo, tole pride pa kazen ven. Seveda, na telefon napišemo kazen. A lahko dobivajo? O, seveda, bomo pa vse probala, prav? Ja. Od zadaj imamo pa še lisice. O, me lahko prosim zaklenete? Še mene. Ja, imamo pa poseben protokol. Rokice so v spredi. Ampak imate ključ? Imamo, vse imamo. Evo. Tako. Evo, takole. A me lahko prosim odklenete? Evo. Milosti, prosim. Zakaj vse napišete kazen? Mestni redarji pišemo globe za prekrške, kot recimo na parkiranje na pločniku, ker so pločniki namenjeni samo pešcem, ali pa recimo invalidski boksi ali pa električni boksi, kjer jih je zdaj po Ljubljani več. Takrat mestni redar pač napiše globo in pa s tem tudi odredi recimo odvoz s pajkom. Globe tudi napišemo recimo, ko ustavimo kolesarja, kaj je na telefonu. A če si na kolesu, se ne smeš pogovarjati po telefonu? Ne, na kolesu se ne smeš pogovarjati po telefonu, niti poslušati slušalk oziroma muzike ali pa karkoli drugega. Zato, ker ogroža sebe in ostale udeležence v prometu. A ta avto je poseben avto? Ja, ta avto je poseben, je prilagojen. Se pravi, da imamo zraven konzola, s katero upravljamo na strehi lučke. Ja, saj koliko enih gumbkov je tukaj. Pa tukaj je postaja, po kateri se tudi pogovarjamo. Tako kot smo prej videli ročno postajo, ki je imela Barbara, imamo v avtu tudi postajo. Punce, tabla se dviguje. Wow! Hudo! Evo, punce, eno intervencijo imamo. To so nas pa poklicali, da je eno vozilo napačno parkirano. Zakaj pa je napačno parkirano? Ker mi smo trenutno v območju za pešce. To pomeni, da je to območje samo za nas, da lahko hodimo ali se pa peljemo s kolesom čisto počasi. A bomo zdaj prek walkie-talkie poklicali? Ja, zdaj bomo pa Roka poklicali, da nam pride malo pomagati. Kjera bo zdaj poklicala Roka? Ok. Primaš, stisneš tale gumbak in ga držiš medtem, ko govoriš. V redu? In kar reči, Roki, pridi na pomoč. Rok, pridi na pomoč. Evo, zdaj bo Rok prišel. Prihajam. Zelo? Zdravo, ste me rabile? Bravo. Ja, ta tukaj narobe parkiral. Nadzornik za pešce. Pa res je. Tudi tuna za pešce. Mi bomo napisali globo Ja. za prekršek. Ja. Evo, kje bo zdaj? Hvala. Da bo gor, da mu trgaš, da bomo nalepili na šipo. Tukaj je, ne? Tako, ja. A najprej damo to noter? Ja, tega le daš noter. A ga lahko zviješ? Lahko ga tudi zviješ. Daj noter. Ja. A lahko kar tako malo peševno? Tako, ja. Še tukaj. A tukaj si lahko primali. Da bo voznik, ko bo prišel, bo opazil. Ja, a bomo tudi zdaj pajka poklicali? Zdaj bomo še pajka poklicali, zato ker je parkiran v območju za pešce. Ja. Pajka, boš prišel, ko je avto narobe parkiral. Prihajam. Prid, hitar, pajka, pajka! Evo, punci, zdaj pa pridite sem se stati, da se ne boste poškodovali, da ne bojo še vas odpeljali.